Ko govorimo o lažnih novicah, seveda ne moremo mimo tistih, ki te novice širijo. Med drugimi so to tudi internetni troli. Najbolj nesramna bitja na internetu, ki to delajo for the lulz. Z mano v studiu pa je Kaja Jakopič, urednica MMC portala in njegova prva obrambna linija pred nesramnimi komentarji. Kaja, živijo. Živijo. Ok, ali so troli, internetni troli resnični in ali so na MMC-u? So resnični in so na MMC-ju, žal. Na njih pa toliko veliko, kar mogoče nekdo misli. Ja? So pa zelo, ko bi rekla, prezentni, kadar se pojavijo. Z tega z neko to svojo vsebino, ki jo podajo med komentarji, seveda ljudi hočejo nervirati in nagajati. In na ta način v bistvu jih mogoče hitrejše opaziš. Ampak po naših pravilih komentiranja na našem portalu to ni dovoljeno, tako imenovano trolanje ni dovoljeno, tako da mi se z njimi zelo aktivno ukvarjamo v tem smislu, da umikamo te vsebine in po določenem času, ko ugotovimo, da so preveč aktivni, da preveč namenoma to počnejo, jih potem tudi onemogočimo sodelovanje v komentiranju na našem portalu. Se pravi, v bistvu, če bi bil trol na vaši strani, pa bi mogel bolj tako prikrito, vsake toliko cajta se malo pojaviti, pa nekaj narediti. Recimo, da če bi nam hotel malo nagajati. Ja, mislim, ne da bi hotel ali pa kaj takega. Pač tega nimamo radi, ampak okej, mi smo pač strogi, ampak vseeno pač... Se niso verjetno vsi troli taki nesramni, ali so tudi kakšen prijazen trol? Ja. Mi nekako delimo trole na tiste zoprne, tiste, ki nam želijo škodovati. V bistvu problem je v tem, da oni to debato želijo preusmerjati v neko napačno smer. Mi se pač trudimo, da bi pri nas komentarji pod članki na našem portalu bili tako na nekem nivoju, da bili konstruktivni, da se komentira vsebina članka. Oni pa pač nagajajo s tem, da želijo preusmeriti debato v neke čist napačne stvari. Imamo pa tudi neke, recimo, take pozitivne, ko bi rekla, mogoče neke trole, ki se toliko aktivno z njimi ne ukvarjamo. To so pa pač tisti, ki objavljajo neke vsebine, ki so take bolj duhovite. So prijazni troli. Prijazni, tako, ne želijo škodovati. Tudi teh imamo nekaj. Včasih je recimo zanimiv, kaj je kakšna taka mogoče malo bolj bizarna vsebina, pa potem komentatorju spod že piše, kdaj se bo zdaj pač trol javil, da vidimo, kakšno je njegovo mnenje, recimo. Tako čakajo, kaj bo zdaj on rekel, ampak govorimo o teh pozitivnih trolih. Ja, razumem. Ok, kako pa se vi v bistvu borite proti trolom? Zdaj, vam v interesu, da jih je čim manj, seveda, na teh zlomnih komentarjev, ampak še vseeno pa mora biti neka konstruktivna debata, tako da mora nekdo biti na drugi strani nekega argumenta. Ja, pač mi imamo itak skupino administratorov, ki dnevno pregledujejo te komentarje. Recimo, mi jih dobimo približno nekih 3 do 4 tisoč dnev na dan komentarjev. 3 do 4 tisoč komentarjev. In en to prebere. Ja, predstavlja se zdaj. Predvsej dirty job je to v bistvu. Je, si predstavljam, da ta človek dobi verjetno malo več dopusta, kot vsi ostali. Pa dobro, o tem ne bi, ampak mislim, preberejo pač, oziroma ideja je, oziroma naš namen je, da preberejo pač vse te komentarje in potem jih administrirajo, se pravi, jih umikajo ali ne, pač glede na naša pravila, ki so kar precej stroga. V bistvu imamo najstrožja pravila vseh spletnih portalov v Sloveniji. Kaja, hvala za enkrat. Nadaljevanje tega pogovora si lahko ogledate na YouTubeu na kanalu Osvežilna fronta. Preden končamo, pa še zaključna misel, ne biti trol. In to velja za internet, tako kot za IRL. 6. točka dnevnega reda. Naročnina na naš kanal je za vse državljane obvezna. Svoboda dezinformacij.